stanovanja, družbene posledice tega, da imamo mi stanovanjski oddelek v kleti s 6 zaposlenimi na Ministrstvu za okolje in prostor, vidimo. Na Dunaju lahko stanovanje najameš za 7 evrov, govorimo o povprečni javni najemnini, za 7 evrov mesečno na kvadrat, v Ljubljani javnih najemnih stanovanj praktično ni. Imamo pa tržno najemnino, ki je 2-krat višja od tiste na Dunaju, čeprav so plače pol manjše. Se pravi, Dunaj 7 evrov na kvadrat, Ljubljana 14 evrov na kvadrat. Pa ne govorim samo o Ljubljani. Zadnjič sem bil v Zagorju, mi je povedal tam direktor tamkajšnjega stanovanjskega sklada, da se v Kisovcu pri Zagorju stanovanja zdaj prodajo za 3000 evrov na kvadrat. Torej, stanovanjska kriza ni nekaj, kar je ograjeno z ljubljansko obvoznico, stanovanjska kriza je nekaj, kar je zajelo celotno državo in s katero imamo problem cele generacije. Praktično vsi, ki tukaj na odru stojimo, mogoče Luka se je temu mečken izognil, vsi ostali imamo pa s tem velik problem. In ker vidimo to kot generacijski problem, želimo to kot generacijski problem tudi nasloviti. Zdaj v Avstriji imajo javno mrežo, v kateri 170 akterjev gradi javna najemna stanovanja in po njihovi ureditvi nekaj podobnega načrtujemo v Sloveniji, seveda prilagojeno za naš kontekst, da dobimo recimo temu družbeni mehanizem, ki bo ustvaril ta stanovanja in ki bo mladim omogočil, da se ne selijo v tujino ali pa mansarde k svojim staršem, ampak da se lahko že v 20 začnejo postavljati na svoje noge. To je naš cilj.